Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Izbor današnjih novic za komentiranje je sledeč. Na podlagi informacij, ki jih je Ministrstvo za šolstvo prejelo od Policijske uprave Ljubljana, je bilo izvedeno temeljito obveščanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Odbor Državnega zbora za zdravstvo je ocenil, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o evtanaziji primeren. Ali obleka res naredi človeka, ali pa je to še en več zastarel koncept? Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer izbrane novice dobijo karakter. Zdaj, ali gre za paniko ali upravičeno preventivo, je težko soditi glede na to, kar smo lahko spremljali v zadnjih dneh in tudi danes, ko je policija preko Ministrstva za šolstvo obvestila slovenske vzgojno-izobraževalne zavode o grožnji, ki je bila zasledena na enem od portalov, mislim, da znotraj komentarjev o tem, da bo danes prišlo do nekakšnega strelskega pohoda v Sloveniji. Zdaj, razprava o tem, ali je pretirano takšna panika na nek način ali ne, je zame osebno nekoliko odveč, glede na to, da mislim, da je potrebno tovrstne grožnje imeti zelo resno. In mi živimo ta trenutek v precej, dajmo reči, zahtevnem svetu. Lahko, da je dejansko imel zgolj nekdo nek preblisk, pa je nekaj napisal na podlagi, nekega velikih zakona, velikih števil, da se bo nekaj tudi pri nas zgodilo. Lahko gre pač pa tudi za hibridno vojno, to se pravi za načrtno sejanje strahu v družbi. Ne vemo, kaj je, in držimo pesti, da je vse skupaj v bistvu, da ne bo nič iz tega in da ne bo kdorkoli, da ne bi bil karkoli poškodovan ali kakorkoli. Zelo podobno je, kot pač, ko se majhni otroci igrajo v morju in želijo, da oči pa mami prideta v vodo in kričijo na pomoč, na pomoč. Kaj je naravna reakcija? Naravna reakcija staršev je, da jih opozorijo, da tega ne delajo, ker če se bo karkoli res kdaj zgodilo, jih nihče ne bo jemal resno. Kar pomeni, da je zelo nevarno ob takšnih dogodkih ta poplava v bistvu opozoril, da bi lahko prišli v situacijo, ko ne bi niti opozoril več jemali resno. Zdaj, pravo vprašanje je, kako se obnašati ob tovrstnih zadevah. Moj predlog je tukaj zagotovo se nasloniti na mnenje stroke. In če policija reče, da je relativno nizka stopnja ogroženosti, potem je verjetno res brez veze zdaj otroke imeti 14 dni doma in čakati, ne vem, kaj se bo zgodilo. Tako da mislim, da je tukaj prav, da damo stroki to zaprav neko težo in da se naslonimo pač na njihovo mnenje. V Državnem zboru je odbor za zdravje dal zeleno luč predlogu koalicijskih partnerjev za razpis posvetovalnega referenduma o evtanaziji. Zdaj, posvetovalni referendum sam po sebi ne zavezuje nikogar in je nekako tako kot v kvizih nekak glas ljudstva, zato da zakonodajalec, predlagatelj in tako naprej boljše razume, kako so ljudje naravnani do določenega vprašanja, v tem primeru do vprašanja evtanazija. Evtanazija je pomoč pri končanju življenja osebi, ki to pač zavestno, načrtno želi in tako naprej. Zdaj, moje stališče do evtanazije je pač takšno, da življenje samo po sebi je tukaj zato, da živi, se razvija, prosperira in pač poseganje v ta tok življenja z prekinitvijo mislim, da ni najbolj, pač ni primerno. Jaz sem tukaj tudi se nekako na stališču zdravstvene stroke, ki pač pravi, da je tudi zdravniški del tukaj zato, da ljudem pomaga, da pomaga ohranjati življenje in da je evtanazija, tudi če bi bila izglasovana in tudi če bo vnešena v zakonodajo kot možnost, jaz na tihem upam, da bo pot do končne odločitve, ali bo nekdo potem usmrčen ali ne,
tako otežena, da bo v bistvu res na koncu, da bojo razpihani vsi dvomi, zakaj točno je pri samem postopku šlo. Ali obleka naredi človeka ali ne, je dobro vprašanje. Jaz sem na stališču, da obleka naredi človeka, ne. In tukaj na fotografiji lahko vidimo v bistvu Ministrstvo za zdravje, ki pride na tiskovno konferenco v kavbojkah, supergah. Zdaj, kaj to sporoča o ministrstvu, kaj to sporoča o inštituciji, kaj to sporoča o resnosti vlade, mislim, da ne nič prav dobro, ne. Razumem, da občasno kakšen tak, pač Američani imajo ta tako imenovani casual Friday, kar pomeni, da pridejo v službo, da jim ni treba priti v oblekah in ne vem kakšnih formalnih oblačilih. Jaz mislim, da ministrsko mesto zahteva ves čas nekako formalna oblačila. Zakaj? Zato, ker komunicira nekako to inštitucijo, komunicira v bistvu odnos nenazadnje zaposlenih v tej inštituciji do javnosti in zahtevo odnosa javnosti do same inštitucije, ne. Zdaj tukaj hoditi v supergah, kavbojkah, puloverčkih in tako naprej, jaz mislim, da to bolj sodi na piknike v neko domače okolje, kot pa v službeno okolje zaposlenih na ministrstvu, ne, da se lahko vprašamo, recimo v tem primeru na fotografiji pač vidimo nekdanjega glavnega inšpektorja za delo. Zdaj, a je to uprava glavnega inšpektorja ali je to bolj uprava za doma popoldne v garaži nekaj pošraufati, lahko diskutiramo, zagotovo pa formalno oblačilo to se pravi na takih delovnih mestih, kot so ministri, inšpektorji, državni sekretarji in tako naprej, za seboj potegne določeno odgovornost in mislim, da državljani prav, da pričakujemo, da se temu primerno te ljudje tudi obnašajo. To je bilo za danes v današnji oddaji 7 ob 7 vse. Spremljajte te novice in tudi druge še naprej na našem portalu, Portal 24. Vidimo pa se jutri ob istem času in na istem mestu v oddaji 7 ob 7, ko novice dobijo karakter. Pozdravljeni.